Dober dan. Jaz vas lepo pozdravljam na Evropskem akademskem forumu z naslovom Pluralizem in demokracija, krepitev parlamentarne dimenzije v Evropski uniji. Mogoče nekaj splošnega, kar študentje dobro veste. Evropski akademski forum je na Novi univerzi postal neka, bi rekla, ustaljena oblika pogovorov, ki jih organiziramo v sklopu Jean Monnet katedre. Nosilec te katedre je profesor dr. Matej Avbelj in je nasplošno posvečena pluralizmu v Evropski uniji. Danes ta forum poteka tudi v sodelovanju z Evropskim združenjem žensk pravnic EULA Slovenija, ki je sicer del krovne zveze Evropskega društva in v sklopu katerega poskušamo ozaveščati oziroma obravnavati teme, ki se nanašajo na splošno na položaj žensk v družbi, na ustvarjanje enakih možnosti za oba spola in konkretno tudi v sklopu pravniškega poklica. V pogovoru se mi bosta danes pridružila in ju prav lepo pozdravljam ob tej priložnosti, že na začetku, gospa Anita Tušar, ki je vodja pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, in docent dr. Dušan Štrus, ki ni samo ali izključno predavatelj na Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze, ampak je in v sklopu tega današnjega pogovora zelo pomembno, tudi sekretar v Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora. In bom vseeno omenila, ga nisem sicer nič glede tega pobarala, tudi predtem vrsto dolgo let delal v Državnem svetu, kar je tudi iz tega današnje teme oziroma pogovora se mi zdi zanimivo. Oba zelo dobro poznata tudi praktično, bom rekla, to temo, ki jo naslavljamo. Pozdravljam seveda tudi udeležence tega foruma. Študentje veste, da tisti, ki vas danes ni v živo in nas ne spremljate, si kasneje lahko ogledate posnetek. Si pa želim, da tisti, ki ste, naslovite kakšno vprašanje oziroma aktivno sodelujete. To lahko storite tako, da v to pogovorno okence na dnu zapišete vprašanje vsem, lahko samo meni. Zdaj, tisti, ki sodelujete oziroma ste udeleženi, prisostvujete tem forumom, ki jih jaz vodim, veste, da smo ob zadnji priložnosti imeli tehnične težave, zaradi tega, da se temu izognemo danes, povem, da če slučajno ne morete sodelovati v razpravi oziroma zastaviti vprašanja, bom jaz si drznila pogledovati tudi v moj mail, pa lahko na elektronski naslov, ki ga poznate, napišete tudi kakšno vprašanje. Skratka, aktivna udeležba je zaželena. Zakaj naslavljamo temo demokracije, temo krepitve parlamentarne dimenzije v sklopu Evropske unije? Se mi zdi, da je primerno, da želimo opozoriti oziroma, bom rekla, kar spodbuditi, da pomislite na bližajoče se volitve. Verjetno ste zasledili, da je predsednica republike pred nekaj dnevi podpisala odlok o razpisu volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament in da bodo volitve potekale 9. junija. In se mi zdi, da zaradi vsega tega, o čemer upam, bomo danes tudi govorili, da vas nagovarjam k temu, da se volitev udeležite, da prevzamete, stopite v vlogo aktivnega državljana. Se mi zdi, da je v teh časih to izredno pomembno, morda celo bolj kot v preteklosti. Če pa preidem kar na temo današnjo, začnem z neko osebno izkušnjo iz predavalnice. Ne v tem letu, ne v preteklem letu, kar nekaj let nazaj, se spomnim, ko sem na Evropski pravni fakulteti pri predmetu Pravo Evropske unije, ko smo se pogovarjali o institucijah Evropske unije, vprašala študente, za katero institucijo bi ocenili. Še predno smo jih začeli, da tako rečem, secirati, gledati njihove pristojnosti in tako naprej, za katero institucijo bi ocenili, da je najpomembnejša, mogoče politično najmočnejša, mogoče tista, ki jo zaznajo kot zelo prisotno tudi v medijih, čeprav posebej ne spremljajo teh stvari.
Seveda ni bilo nujno, da so odgovori na vsa ta 3 vprašanja locirani v eno in isto institucijo. Ampak treba je pa omeniti, da jih je bilo omenjenih teh institucij nekaj, med njimi pa na moje, bom rekla, tudi presenečenje, se mi zdi, če se prav spomnim takrat, da je samo eden študent omenil Evropski parlament, kar se pravi, zame je bilo to vseeno malce presenečenje, sploh glede na neposredne volitve poslancev, pa tudi v končni fazi današnje pristojnosti. Pa ne samo to, nemalokrat slišimo govoriti oziroma vidimo prispevke, ki naslavljajo demokratični primanjkljaj, demokratični deficit na ravni Evropske unije, rekoč med drugim tudi to, da je Evropski parlament nekako oddaljen od državljanov unije, da ti ne vedo, kaj točno se tam dogaja, da se ne poistovetijo s to institucijo. To so argumenti, ki so že dalj časa prisotni v strokovnih in laičnih krogih, v literaturi in v praksi. In tvegam tezo, seveda me lahko prepričate v nasprotno, da, vsaj tako je moje mnenje oziroma mišljenje, nisem pa iz tega delala nobene raziskave, da ne bo pomote, da tudi mediji, če izvzamem obdobje pred volitvami, ne bi se morda spodobilo, oziroma kot so prisotni v medijih druge institucije, omenjajo Evropski parlament kot tak. In še celo več, takole iz glave, spet bolj iz izkušenj, ne iz neke prepričljive raziskave, se spomnim vsaj v času preteklih volitev oziroma tega predvolilnega obdobja, soočenj, da so se izpostavljale teme, ki niso bile vezane niti na Evropsko unijo, ampak so bile izključno, bi jaz rekla, zelo take nacionalne teme. Čeprav je to težko reči, ker ima Evropska unija tako zelo veliko pristojnosti. Skratka, če sem malce provokativna, v 66 letih, odkar imamo to institucijo, ne smemo pozabiti, da je to izvorna institucija, čeprav se takrat ni tako imenovala, čeprav takrat ni imela takšnih pristojnosti, kot ima danes, in čeprav takrat nismo hodili, mi pa sploh ne, ker smo postali člani šele kasneje, na volitve poslancev v Evropski parlament. Skratka, v vseh teh letih obstoja se mi zdi, da se mogoče včasih tej instituciji naredi še vedno krivica glede vsega tega, kar sem omenila. Pa me zdaj uvodoma najprej zanima, gospa Tušar, kako prepričati, da je Evropski parlament tehtna institucija, da ima pomembne pristojnosti, da recimo obravnava v tem tednu, zdaj ko se pogovarjamo, poteka zasedanje v Štrasburu, plenarno zasedanje, to je tudi razlog, da se nam še en gost, ki sem ga povabila, ni mogel pridružiti, ki to zasedanje neposredno spremlja iz lica mesta. Stvari, ki so v kontekstu tega zakonodajnega področja se sprejemajo, kako lahko te stvari prepričajo nas dodatno morda argumentirajo, da je pomen in vloga Evropskega parlamenta, da sta pomembni, skratka, da sta tehtni, da ne gre samo za eno telo, ki v bistvu nima nobene veze z državljani, oziroma se nam zdi tako oddaljeno in si želimo, da je oddaljeno še naprej, da tako rečem. Dober dan, lep pozdrav študentom in profesorjem in najlepša hvala za povabilo. Jaz moram reči, da ste vi postavili kar pravilno diagnozo v tem uvodnem izvajanju, kajti dejstvo je, da v medijih prevladujejo poročila o samitih, o vrhu Evropske unije, se pravi, kdo se tam sestaja, tam so predsedniki vlad, ne? Ali pa o Evropski komisiji. Tako da dejansko to je popolnoma dokazljivo, tudi če bi gledali metriko člankov o delu Evropskega parlamenta, zakonodajnem delu, bi to lahko čist empirično dokazali, ne? Tako da to je popolnoma pravilna diagnoza. Glede tega, kako približati institucijo državljanom, ja.
Mi se trudimo seveda po najboljših močeh, morate pa vedeti tudi, da recimo naša pisarna zaposluje 7 ljudi, ne? Tako da mi ne moramo zdaj premikati gor. Imamo pa par zadev, ki so zelo uspešne. Recimo naš program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, EPAS, ne? To je zelo uspešen program, kjer organiziramo tekmovanje med srednjimi šolami, ne? In recimo ena od najbolj uspešnih šol v tem programu je prav Gimnazija Nova Gorica, ne? Da jo pohvalim na tem mestu, ne? Tako da nam se pač zdi, da je treba začeti prvo seveda v izobraževalnem sistemu. Se pravi, treba je krepiti državljansko vzgojo in v okviru tega tudi podati neka osnovna znanja o inštitucijah Evropske unije. To je prvi pogoj. Drugi pogoj je pa seveda tudi medijsko poročanje, kot ste povedali. Tukaj se mi izjemno trudimo tudi. Mi v bistvu vabimo novinarje na vsako plenarno zasedanje in jih peljemo v Strasbourg, ne? Omogočimo jim brezplačno uporabo AV studijev, ki so na voljo v Strasbourgu, omogočimo jim tudi subvencioniranje poti, ne? Tako da se trudimo in recimo zdaj pred volitvami je velik interes za pokrivanje Evropskega parlamenta, ampak vam garantiram, po juliju, dobro, še konstitutivna seja bo sigurno tudi zelo zanimiva, ampak ko se enkrat pač konča ta proces konstituiranja in nov institucionalni ciklus, vam garantiram, da bo interes strmo padel navzdol, ne? Potem tretja zadeva, ki bi jaz tudi omenila, je pa tudi mogoče pač ta notranje politični pogled, ki vedno prevlada nekako tudi med kampanjo za evropske volitve, ker volitve se zelo pogosto zgodi, da so na sredini mandata aktualne vlade in je potem ta nek midterm election effect, kot imajo v Ameriki, ne? Med dvemi predsedniškimi volitvami imajo te midterm kongres volitve, ne? In je ista zadeva, tudi tam je recimo na teh volitvah nižja udeležba, ne, kot na predsedniških. In potem seveda v teh debatah, kot ste pravilno povedali, niso evropske teme, ampak so spet notranje politične teme. In potem jaz bi pa dodala tudi odgovornost političnih strank in tudi teh procesov znotraj političnih strank. Tle je dostikrat na delu strankokracija, neke notranje dinamike, kdo bo na listi in tako naprej. To gotovo tudi ne prispeva k temu, da bi bili potem državljani pa kar naenkrat zelo entuzijastični za evropsko politiko, ne. Tudi to zdaj beremo, prav pred dnevi sem brala v Večeru en članek o podpornih kandidatih na listah za evropske volitve. Torej, že vnaprej vemo, da bo nekdo na listi, ki v bistvu noče biti član Evropskega parlamenta, ne. Mislim, to je seveda ni nek dejavnik, ki bi spodbujal entuziazem za te volitve, ne. Pa so pa še drugi razlogi, ne vem, udeležba na volitvah v teh novejših članicah, ki so stopile v Unijo pred 20 leti, te 2004, ne, se pravi vzhodnoevropske pa srednjeevropske države, bi lahko rekli, da tudi mogoče ta identiteta ni tako utrjena kot na Zahodu, pripadnost, evropska identiteta, če lahko o tem govorimo, in tudi mogoče tradicija parlamentarne demokracije, ne, vendarle bojo to zdaj naše pete volitve Evropske unije, pač v teh zahodnih državah jih je bilo že več, ne. Tako nekako bi odgovorila na to vprašanje. Kaj mi lahko naredimo? Seveda, kot sem povedala, delo z mediji, skušati pritegniti, da poročajo o parlamentu skozi celotno obdobje. Ne moremo zdaj v parih tednih pred volitvami spremeniti zadeve, to pač tako je. In seveda izobraževalni sistem, ki bi moral dati veliko večji poudarek na tudi evropskih temah. To je tek na dolge proge in mi recimo pa tudi poskušamo do mladih priti na neke bolj zanimive načine. Zdaj smo izdali en strip, ne, Moč Evrope, smo imeli prav predstavitev v petek, tako da nekako poskušamo na bolj inovativen način približati inštitucije tudi na ta način.
Ja, najlepša hvala. Zdaj jaz moram se samo toliko odzvati, da rečem, da Nova univerza se mi zdi pokriva kar nekaj, oziroma bom tako rekla, te evropske teme so vedno na tapeti, vedno jih obravnavamo, ne samo v sklopu obveznih predmetov, kar verjetno imajo oziroma naslavljajo tudi druge fakultete oziroma univerze, ampak ravno v teh pogovorih, konferencah. Tako da upam, se pravim, tudi ta Evropski forum je temu namenjen, ravno temu ozaveščanju, ne zato, da da sugeriramo, kako naj se odloči, ampak da spodbudimo, da gre na volitve, ker vsak oddan glas, se mi zdi v tem času, je pomemben, še toliko bolj je pa pomemben, če imaš neko, bi rekla, osnovo oziroma predznanje o delovanju Evropske unije, ker potem veliko bolje veš, zakaj greš na volitve, kaj si obetaš, da tako rečem, ne, iz tega. Vemo, da je Evropski parlament, jaz sem rekla že na začetku, tudi vi ste omenili, sozakonodajalec, njegova vloga sploh ni takšna, kot je bila na začetku, določena, zapisana v Rimski pogodbi. Ne gre za neko institucijo, ki ne more ničesar. Poleg te zakonodajne vloge, ki vpliva seveda na vse nas, je pa pomembna tudi njena nadzorna vloga. Ne bom šla niti v proračun in tako naprej, ampak nadzorna vloga, ki jo spet se mi zdi najbolj vidimo, ko se imenuje, tudi iz lastnih preteklih izkušenj, dobrih ali slabih, ko se imenuje nova Evropska komisija. Takrat je to, bom rekla, zelo tudi medijsko pojasnjeno, razpravljeno o tem in tako naprej, ampak potem pa nekako, ko so te stvari, grejo v ustaljene tirnice, pa je tako, kot ste tudi sami povedali, ne, nekako bolj zamaknjeno spet tako ob stran, da tako rečem. Zdaj bi rada to debato. To bi se odbor, tudi parlament, Evropski parlament ima tudi kompetenco, da odobri mednarodne sporazume, ne. Ko se pogajanja zaključijo, se glasuje o sporazumu, ki ne more biti sklenjen brez soglasja Evropskega parlamenta in enako velja za morebitno širitev Evropske unije, ne, na nove države. Tako da to je tudi zelo pomembna funkcija, pristojnost parlamenta. Tako, ne, tako da se pravim, teh stvari je veliko in vplivajo tudi na nas. Težko rečemo, da so za državljane Unije in nas, ki smo to, nepomembne. Zdaj imam vprašanje ali pa iztočnice za Dušana, ampak to ne pomeni, da se ne sme odzvati tudi na to debato, ki je zdaj potekala. Bi pa rada razpravo razširila še na druge pomembne vidike, ki, bi rekla, sodijo v sklop te krepitve parlamentarne dimenzije v okviru Evropske unije. Vemo, da je Državni zbor oziroma, bom rekla, slovenski parlament, s pristopom k Evropski uniji so se njegove pristojnosti malce spremenile, da tako rečem, in so zaradi prenosa pristojnosti na raven Evropske unije v bistvu določene zakonodajne pristojnosti, jaz bi rekla, se skrčile, ampak hkrati je bilo treba na tem mestu okrepiti nadzor. Nadzor nad zakonodajalcem enim, in to je ministri, ki odločajo o zakonodaji v okviru Evropske unije v sklopu sveta. Tako da so se pristojnosti nekako predrugačile, je bilo treba zajeti tudi neko drugo dimenzijo, da tako rečem, odkar smo postali člani Evropske unije. Me pa zanima, kako bi ti pisal ta vidik, kako se tebi zdi, ali lahko, v kakšni meri lahko sodelujejo nacionalni parlamenti, zdaj lahko govorimo na splošno, lahko pa rečemo slovenski parlament, mogoče z Evropskim parlamentom oziroma v okviru Evropske unije. Zakaj je to pomembno? Zdaj bom dodala tudi malce, da zbodem, ali pa tudi ne, boš sam ocenil, pa se mi zdi to tudi neka taka tema, ki je zanimiva. Potem znotraj tega našega parlamenta mogoče potegniti kakšne
ugotovitve glede sodelovanja državnega zbora, sodelovanja državnega sveta. Jaz ne morem mimo ene zadeve, ki je bila vložena pred leti, zahteva državnega sveta na Ustavno sodišče, ko je prosil za presojo ustavnosti zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije. Odgovor verjetno razen enega ločenega mnenja sodnice, kasnejše predsednice Ustavnega sodišča, verjetno državni svet ni bil najbolj navdušen nad odgovorom, ampak zdaj v tem kontekstu, a je to tudi nekaj, na kar velja opozoriti, se pravi znotraj Slovenije, pa potem na vlogo nacionalnih parlamentov na splošno v okviru, ker je spremenjena najbrž od pristopa k Evropski uniji. Ja, hvala lepa, Katarina, naredila si zelo lep uvod in lahko samo potrdim tvoje besede, ja, da s pristopom k Evropski uniji se je to razmerje med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti v Sloveniji malo porušila, malo spremenila. Ja. Vlada je tista, ki, se pravi, ob tem, da smo del suverenosti prenesli na Evropsko unijo, je moč pridobila izvršilna veja oblasti. Ja. Tako da vlada je tista, ki nastopa v svetu EU s svojimi ministri, pripravlja stališča in potrebno je bilo nekako uravnovesiti to razmerje, saj do te mere, da vlada kot prvo obvešča parlament, ne, to pomeni oba domova, tako državni zbor kot tudi državni svet, potem pa še, da omogoči, da lahko parlament tudi vpliva na to stališče in seveda državni zbor ima zelo pomembno vlogo, ker je bila ta njegova pomembna vloga v notranjem sistemu potem prenesena tudi na to evropsko raven, tako da je tisti, ki odločilno odloča. Ja. Pravilno si tudi povedala v zvezi z zahtevo državnega sveta, ja. Tista zahteva je pa izhajala iz tega, da v tujini imata ponavadi oba domova, ne glede na to, da je prvi dom močnejši in drugi dom ponavadi šibkejši, razen v tistih primerih, kjer imata popolnoma enake pristojnosti, sta pa na področju EU zadev ponavadi oba domova enako močna. Zakaj? Zaradi tega, ker že en dom težko opravlja to nadzorno vlogo nasproti vladi v teh zadevah. Če oba domova to opravljata, je to kvečjemu še bolj pozitivno, na primer z vidika načela nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti. No, in državni svet je to seveda podal na Ustavno sodišče in dobil, tako kot si ti povedala na začetku, negativno, ja, da pač ustava tega ne zahteva in res ne zahteva. Ne. Tako da je državni svet morda bil malo preveč ambiciozen v tem delu. Tako da nastopa državni svet še vedno z mnenjem. Ne. In mogoče, ker ravno govorimo o državnem svetu, ne, malo bom navezal na vajino prejšnjo temo, izjemno težko državni svet isto v notranji politiki pride do neke medijske prepoznavnosti, razen, ne, če tako kot včeraj, imajo težave v postopkih in zlomijo govorniški oder. Potem so pa v prvih novicah, ne, v medijih in se mi zdi, da je nekaj podobnega tudi na ravni Evropske unije. Nisem vedel, da je toliko slabša medijska podoba oziroma toliko malo prostora namenjeno Evropskemu parlamentu, ker meni se zdi, da že nasploh evropske teme so zapostavljene. Mogoče se več govori o teh ključnih temah, ja, postavljene Evropske komisije, potem pa teme, ki so mogoče malo bolj blizu Sloveniji, kot so transport, koridorji, infrastruktura, potem pa zginejo, ja, potem pa samo še notranja politika. Zelo je težko seveda priti potem v medije z nekim sporočilom pozitivnim in to ne glede na ves trud, ki ga verjamem vsi skupaj upravljamo, da bi kaj več govorili o Evropski uniji. Ja. In zdaj, če pogledamo pa to vlogo slovenskega parlamenta, ne, v tem bom govoril predvsem v državnem zboru, ja, je pa ta vloga sicer v ureditvi zelo močna, ampak v praksi pa ne. Zelo malo je, na primer, nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti. Ja. Po meni znanih primerih je samo en takšen primer bil sprejet v državnem zboru in še to v zvezi z Evropskim javnim tožilstvom. In od takrat dalje ni bilo sprejetega ničesar več. Izvajali so se testi subsidiarnosti na tem področju, tako da so poskušali, če parlamenti sploh lahko dosežejo zahtevan kvorum,
In seveda ga najprej težko dosežejo, potem pa še težko dosežejo, da bi predlagatelj, to je večinoma Evropska komisija, da bi potegnila na primer takšen predlog nazaj, ne? Ampak gre z obrazloženim mnenjem potem seveda naprej, ne? Državni zbor ima kar številne pristojnosti, če bi pogledali na področju EU zadev, ampak tisto, kar je pa realno, je pa predlog spremembe poslovnika, ki je pravkar v zakonodajnem postopku. To pa je, kako razbremeniti delo delovnih teles in želijo, da se matična delovna telesa ne bi odzivala na vsako EU zadevo, kar že kaže na to, da se jim te zadeve čutijo malo odveč. In to seveda ni dobro, ker to so v bistvu zelo pomembne zadeve. Zakaj pa morajo matična delovna telesa zdaj vse to obravnavati? Ja, zato, ker je sistem tako postavljen, da če že državnemu zboru ni treba vse obravnavati in to obravnava samo odbor za EU zadeve, potem naj matična delovna telesa pripravijo neko gradivo za odbor za zadeve Evropske unije, ne? In zdaj, če bo še to umanjkalo, potem bo v bistvu ta obravnava še malo bolj šibka na ravni državnega zbora. Evo, toliko za začetek, Katarina, pa mogoče ti potem še poveš, kaj bi bolj poudaril v nadaljevanju. Ja, hvala. Tako bom rekla, no, da se spomnim, ker sem se pripravljala na letošnja predavanja, da sem pregledala takrat, ampak to je bilo nekaj mesecev nazaj, ravno to dejavnost nacionalnih parlamentov, na splošno, ne zdaj slovenskega, glede nadzora oziroma načela subsidiarnosti, kar je v končni fazi zapisano tudi v 2 protokolih. In so ugotovitve, zdaj, če še dodam, mislim, da je bilo 4-krat ali 5-krat, da so nacionalni parlamenti z zadostno večino vsaj začeli postopek rumene luči, kako se reče, da pa so bile na koncu izplen tak, kakršen si povedal, ne, da je mislim, da je v enem primeru sicer Evropska komisija res opustila zakonodajni predlog, ampak je bilo rečeno tudi v literaturi, da to ni bilo zaradi moči nacionalnih parlamentov, ampak z drugih razlogov, ker je videla, da tudi v sozakonodajalcu, obeh zakonodajalcih, svetu in Evropskemu parlamentu nima zadostne podpore. Vem pa, da v obstajajo pomisleki, ki se nanašajo, malce izhaja tudi iz tega, kar si rekel, da je nacionalnim parlamentom težko vstopiti v ta mehanizem, zaradi tega, ker so določeni časovni roki. Zdaj pa spet, če odmislimo, jaz imam seveda vedno v mislih najprej Slovenijo, zdaj se sliši tistih 20 let, ko je omenila Anita, zelo veliko, ne. Dejansko je to zelo malo v celi eri, da tako rečem, Evropske unije, in se mi zdi, da se nacionalni parlamenti mogoče sem ter tja malo lovijo, veliko imajo drugih stvari, morda tudi niso vsi tako zelo vešči te teme, teh področij, in je pomislek v literaturi, da so te roki, ki so podani in se jih je treba držati za to, da se cel mehanizem sproži, prekratki. Ampak hkrati je pa dan pomislek, da daljši roki bi pa še podaljšali zakonodajni postopek, ki je pa že tako v Evropski uniji kompleksen, ne? Tudi časovno temu, bom rekla, podaljšan, ne? Tako da to so stvari, v katerih se absolutno mogoče, če bi zdaj naredila en skok še na to, kar sem na začetku omenila, na volitve v Evropski parlament, pa ne bi ničesar povedala, ampak dala najprej besedo gospe Aniti, mogoče, da nam tudi ta vidik, ki je letos najbolj aktualen z tega vidika, z te teme, predstavi oziroma pove kaj o tem. Zvok, prosim, vključite, gospa Tušar. Se opravičujem.
Ja, sem hotela povedati, da smo imeli v tem tednu natanko 100 dni pred evropskimi volitvami, se pravi, to je bilo v torek, tudi predsednica parlamenta Roberta Metsola je na to opozorila v Strasbourgu. Jaz bi pa mogoče zdaj, a je zdaj trenutek primeren za prezentacijo, bi pa mogoče delila našo prezentacijo za slovenske novinarje, ki smo jo imeli minuli petek, se pravi pred tem velikim mejnikom 100 dni pred volitvami, pa bom kar zdajle sprožila tale, če mi bo uspelo, pa mi povejte, če zadeva deluje. Je v redu? Je v redu, ja, jaz vidim, torej vidimo. Ja, ok, se pravi, uvodoma na tokratnih volitvah bomo izvolili 9 slovenskih evroposlancev, na prejšnjih smo jih imeli 8, kajti število članov Evropskega parlamenta se nekoliko spremeni, 705 na 720, ne. Tako da tokrat ne bomo imeli rezultata, ki bi bil 50-50, ne, bo prevagalo v eno smer. Potem naslednja zadeva, datum volitev, se pravi 9. junij, v nedeljo, z možnostjo predčasnega glasovanja torek, sreda, četrtek, to je 4. do 6. junij, ne. To se je v zadnjih letih kar dobro obneslo, sploh glede na to, da bo to že poletni čas, in tudi glede na Eurobarometer, kjer naši anketiranci navajajo zelo tako prostočasne dejavnosti kot glavni vzrok, zakaj se ne udeležujejo volitev, ne vem, sem bil na morju, sem šel na izlet in tako naprej. Tako da je možnost glasovanja, predčasnega glasovanja in tudi za študente mogoče to prav pride. Kot je že gospod predhodno povedal in gospa profesorica, v bistvu mi bi morali obravnavati Evropski parlament kot naš domač parlament, nacionalni parlament, in se zavedati, da kar 80% zakonodaje, ki je sprejeta v Državnem zboru, temelji na EU zakonodaji, ne, in da določena področja, ki presegajo nacionalno raven, kot je podnebje, splet, umetna inteligenca, migracije, varnost, varstvo potrošnikov, notranji trg, mednarodna trgovina, kar sem že prej omenila, tle seveda sami kot Slovenija zelo težko bi delovali učinkovito, ne. Tako da je pomemben dogovor na evropski ravni. Eurobarometer, kot vidite, zavedanje po teh anketah je sicer visoko, in kar smo mi v bistvu zaznali kot neko kontradikcijo, ne. Vidite, želim si pomembnejše vloge Evropskega parlamenta. V Sloveniji odstopamo od evropskega povprečja, 61% vprašanih je reklo, da želi pomembnejšo vlogo parlamenta, po drugi strani imamo pa med vsemi članicami v bistvu smo pri repu po volilni udeležbi, se pravi, več pristojnosti za parlament, ampak na volitve pa se bolj težko odločamo, da bi se dejansko šli na volitve, ne. Zdaj po zadnjem merjenju Eurobarometra, ki je bilo objavljeno decembra, vidimo, da 57% Slovencev je izjavilo, da se namerava udeležiti. Seveda te podatki so vedno nekoliko višji, kot dejansko se potem izkaže. Tudi pred 5 leti je bilo tako, ne. S tem, da pred 5 leti v tem obdobju je bilo, mislim, da 48%, ne. Tako da to nas navdaja z upanjem, da vseeno, ker smo že v tem času zaznali neko višji odstotek, da mogoče pa vendarle lahko dosežemo nekoliko višjo udeležbo. Še nekaj ob udeležbi, ki bi jo omenila, da sociološke študije in pa tudi poznavalci in raziskovalci javnega mnenja opozarjajo, da je prišlo tudi do ene generacijske spremembe v slovenskem volilnem telesu, in sicer tako imenovana generacija Z, to so mladi od 18 do 29, ne, ki
so veliko bolj družbeno aktivni kot njihovi predhodniki milenijci, ne? In to smo tudi videli recimo leta 2021 na referendumu za vode, kjer je bila udeležba mladih zelo visoka, pa čeprav je potekal referendum med poletnimi počitnicami, ne? In tudi potem se je trend nadaljeval, tudi v volilnem letu 2022, ne, so bile udeležbe na vseh 3 volitvah izjemno visoke, ne. Zdaj, ne bom se spuščala v razloge, ampak vseeno je tudi en sociološki vidik tukaj in menjava generacij, ki jo zaznavajo raziskovalci. Tukaj imamo pač klima, kakšna je klima, delovanje EU vpliva na moje vsakdanje življenje. V Sloveniji je zavedanje spet nekoliko višje kot na ravni EU, v moji državi je članstvo koristilo prav tako in kot sem povedala, tale za parlament. Naslednje, to smo že, samo malo. Tukaj pač, to je bila prezentacija za medije, pač to sem vam že prej povedala, kaj nudimo medijem, ne. In mogoče bi za zaključek še dogodki pred volitvami, se pravi, zdaj vstopamo v mesec marec, zdaj bojo se začeli ti predvolilni kongresi evropskih političnih strank, kjer bojo, eni so že potekali, kjer bojo potrdili te volilne kandidate, ne, spitzenkandidate, najprej v Rimu zdaj konec tedna, potem v Bukarešti EPP, v Helsinkih nato sledi ECR, potem je plenarno zasedanje marca, potem, to bomo mi imeli, naše dejavnosti, peljemo novinarje na seminar in potem še liberalna skupina Prenovimo Evropo, marca v Bruslju kongres, potem pa sledi aprila zadnje plenarno zasedanje in začetek politične volilne kampanje in od takrat naprej naša pisarna, ne, mi pač izvajamo institucionalno kampanjo in samo pozivamo k volitvam. Mi od tega datuma naprej ne organiziramo več nobenih dogodkov z poslanci ali kandidati in ohranjamo seveda našo strogo nevtralno institucionalno vlogo, pozivamo pa državljane naj oddajo svoj glas, ne. Maja so pomembni mejniki, 20 let Slovenije v EU, dan Evrope, ki se bo praznoval v Novi Gorici letos, ne. Potem bomo imeli tudi v Brežicah European Youth Event, to je ta veliko srečanje mladih in nato pridemo na junijsko končnico tik pred volitvami. Tako, toliko zaenkrat, en tak pregled. Najlepša hvala, je bilo koristno, seveda. Mogoče, če smem vprašati, pa v bistvu je to za oba sogovornika, ti vodilni kandidati, ne, mislim, da je bilo nekaj, ne vem, ali je to dni, kak teden nazaj, je ena evropska politična skupina predstavila svojega vodilnega kandidata. Zdaj nisem seznanjena s temi stvarmi, ki ste jih omenili, kako se vsaka evropska politična skupina zase, kdaj bo imela zasedanje in tako naprej, da je ta kandidat identificiran. A se vam zdi, to je nekaj, ne, kar je bilo vpeljano od uveljavitve Lizbonske pogodbe in kar ni sicer, ne, to je treba povedati, vezano izključno na volitve v Evropski parlament, kar naredi potem cel ta inštrument malce tako kot eno dvoživko, ne. Upoštevajo se volitve v Evropski parlament, ampak hkrati se upoštevajo tudi opravljene razprave oziroma posvetovanja na ravni Evropskega sveta. In potem pride vsaj v teh dveh primerih nazaj do različne situacije, katera institucija, da tako rečem, prevlada, če bi jo dali na tehtnico. A se vam zdi, da so ti vodilni kandidati uspeli, ta mehanizem, da tako rečem, ne sami kandidati, uspeli pozvati ali pa apatične državljane Unije k volitvam, oziroma je potem državljanu
jasneje vidno, kakšna politika na ravni Evropske unije se bo vodila oziroma bo prevladujoča, oziroma, ker to je namen bil, ne, da bi vodilni kandidati predstavili svoje programe, svoj primer. Seveda je potem odvisno od volitev in političnih debat potem, ampak vendarle imaš neko boljšo sliko o tem, kaj bo Evropska komisija recimo zagovarjala, na čem bo delala, kaj bo njen program, ker bi se do tega že ti vodilni kandidati morali opredeliti. Vsaj tako je bil namen, bom tako rekla, v tem mehanizmu. Ja, namen je bil dober, ampak žal, kot ste že sami ugotovili, zadeva ne deluje v praksi, ne. Saj to smo videli na zadnjih volitvah 2019, ne, ko je bila imenovana za predsednico Evropske komisije gospa von der Leyen, ki sploh ni bila spitzenkandidat, ne, tako da z tega vidika zadeva takrat absolutno ni delovala, je mogoče do neke mere delovala v primeru Jean-Clauda Junckerja, ne, takrat. In kot ste povedali, ne, v bistvu tudi tokrat, po moje, gre bolj v bistvu za dogovor znotraj Evropskega sveta, kjer se je aktualna predsednica von der Leyen kot kaže, pač dogovorila že z voditelji, a ne, oni v primeru zmage EPP, ki se nakazuje po anketah, jo bojo najverjetneje potem predlagali, ne, in potem pride na glasovanje v Evropski parlament, ne. Zdaj tukaj pa bomo videli, kaj se bo zgodilo, ne, ker že na zadnjem glasovanju 2019 je bila v bistvu njena večina, razlika je bila, da samo 9 glasov, ne. Samo 9 glasov in bomo videli, kako fragmentiran bo nov sklic parlamenta, kakšno bo razmerje moči, ampak to je v bistvu še zelo odprto v parlamentu samem. V Evropskem svetu pa se mi zdi, da je zadeva dokaj jasna, no, ne vem, vsaj tako iz medijev lahko ugibamo, mi pač nismo zraven, ne moremo vedeti, ne. Ja, seveda ideja bi bila, da pač so kandidati, ti spitzenkandidati, da so tudi kandidati na volitvah, ne, in da potem je ta vez med državljanom, ki glasuje na volitvah, in kandidatom bolj neposredna. Zdaj tudi tukaj recimo gospa von der Leyen že je povedala, da ne bo bila kandidatka na evropskih volitvah in prav tako ne recimo vodilni kandidat SND, socialistov, ne, Nicolas Schmit, on je komisar za delovna mesta in socialne zadeve, tudi on ne bo, kot sem prebrala v časopisu enem iz Luksemburga, tudi on ne bo pač kandidat na nobeni listi, ne, za evropske volitve, ne. Potem imamo tudi zeleni, so že imenovali svoja oni imajo 2 spitzenkandidata, 2 evropska aktualna poslanca, Terry Reintke pa Bas Eickhout, in spet Levica, oni so pa imeli kongres prejšnji vikend prav v Ljubljani, ne, oni pa tudi imajo kandidata, spitzenkandidata, ki se prav tako ne bo potegoval za mesto evropskega poslanca, ne. Tako da težko rečemo, da je ta vez med državljanom in kandidatom, ne, da je to zelo to je tako zelo posredno, ne. Tako, malo sem skeptična, osebno sem dokaj skeptična, no, glede tega, kako to deluje in koliko to dejansko deluje v praksi, no. Spet se mi zdi, da je ena taka prikaz tega, kar je malo Dušan omenil, teoretično oziroma to, kar imamo v normativni podlagi, mogoče še nekaj obeta, potem je pa praksa pokazala, da mogoče manjka še nekaj, ne, ampak se mi zdi, da je taka zgodba, se pravim, tudi evropska državljanska pobuda je nekaj takega, kar je veliko obetalo, pa se je potem, ne morem reči, da se ni izkazala, ima neko vlogo, ampak verjetno bi si državljani oziroma civilna iniciativa želela še močnejše, da tako rečem, ne. Dušan, zanima me, bi ti kaj povedal glede teh vodilnih kandidatov oziroma
bom dodala k temu, pa boš potem na 2 sklopa lahko odgovoril. Dodala k temu še nekaj, kar sem na začetku tudi omenila. Mogoče najprej ta nacionalni pogled, potem bom pa še gospo Anito prosila za evropskega, ne. Glede zastopanosti oziroma uravnoteženosti, spolne uravnoteženosti nacionalnih parlamentov, spolne uravnoteženosti Evropskega parlamenta. Te volitve, ki prihajajo, vemo, da je pravna podlaga zakon o volitvah v Evropski parlament in vemo, da ima ta zakon, se zdaj samo na te volitve seveda osredotočam, ne na nacionalne, zelo jasno napisano, da na kandidatni listi ne sme biti noben spol, ne preferiramo enega ali drugega, ampak noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 40% in vsaka lista mora biti sestavljena. Vemo pa, in gospa Anita je že povedala, da iščemo, volimo, izbiramo 9 poslancev iz Slovenije v Evropski parlament, da mora biti sestavljena tako, da je najmanj en kandidat vsakega od spolov uvrščen tudi v zgornji del liste, kar je pomembno tudi z vidika tega, se mi zdi, da kot kandidatne liste nasploh, da nudimo, bi jaz rekla, enake možnosti obema spoloma v tem pomenu. Se mi zdi, da je to pomembno, ker morajo predstavniška telesa in Evropski parlament v tem okviru je sigurno izredno pomemben, ker je na svetovni ravni nekaj posebnega. Saj nimamo druge organizacije, kjer bi regionalne, kjer bi, ali univerzalne, kjer bi državljani, ljudje volili svoje predstavnike neposredno na volitvah. Se mi zdi, da morajo predstavniška telesa vedno odražati družbo kot tako, v smislu te spolne uravnoteženosti, da enostavno ni ustrezno, da en spol je prevladujoč, ampak do tega spoznanja prihajamo zelo postopoma, da tako rečem. Pa me zanima zdaj mogoče tvoj pogled in na vodilne kandidate in na te kandidatne liste, ki, to moram povedati, vedno najdejo tudi nezagovornike, da tako rečem, ne, v mogoče neetabliranih, če smem tako reči, političnih skupinah oziroma nekih iniciativah. Ja, hvala, Katarina, zelo dober uvod. Tisto, kar bi rad poudaril v zvezi z evropskimi volitvami, je, da se bojim, da povprečen slovenski volilec ne pozna špicen kandidatov, niti političnih strank na ravni Evropske unije, da bi znal točno opredeliti, katera se zavzema za katere njegove preference, ne. Si pa volivci to zelo hitro poenostavimo in sicer gledamo notranjo politiko in kje je članica katere izmed političnih strank. Tako da bojim se, da bomo na teh volitvah dobili tudi nek rezultat, ki bo odražal ne toliko evropsko politiko, pa evropske usmeritve, ampak situacijo na notranjem področju, kar se ponavadi zgodi tudi pri raznih referendumih, ne, kjer grejo točno ali za ali proti vladi. Ne bom rekel, da bo tukaj identičen način, ampak to bo kar veliko gonilo, ne. In vidim, da nekatere politične stranke grejo skoraj all in, kar pomeni svoje najboljše kandidate dajejo na to listo za Evropski parlament in to bo lahko celo rezultiralo v višjo udeležbo, ker mi smo res na repu te udeležbe s temi 28%, ki so bili nekaj časa že tudi po 24%, tako da jaz upam, da letos pridemo višje, ker to bi bilo zelo, zelo v redu. No, in zdaj, ko imamo pa seveda te liste in ko se bojo volivci odločili, pa seveda ta uravnoteženost pomembna. In jaz moram reči, da sem kar vesel, da sem videl, da na zadnjih volitvah, da so dale politične stranke 6 kar pomembnih političnih strank, to so tistih, ki verjetno dobijo mandate v Evropskem parlamentu, na prvo mesto žensko, 6 je bilo takšnih, ne? In od tega tudi 4 izvoljene in dejansko poleg tega vsi kandidati, ki so bili izvoljeni po preferenčnem glasovanju. To je pa zelo pomembno, ne? To pa pomeni, da se
preferenčno glasovanje zelo uveljavlja, ne. Mi vemo, da s preferenčnim glasom je bil leta 2004 izvoljen Borut Pahor, ne. Potem je poznan tudi primer iz 2014 Tanjo Fajon, ki je prehitela Igorja Lukšiča zaradi preferenčnega glasovanja, ampak zdaj pa to preferenčno glasovanje povsem v ospredju. Sicer niso menjavali mest na listah, zaradi tega, ker so največ dobivali tisti, ki so bili prvi na listi, ampak to so bile ženske, ne, ki so dobivale izjemno veliko število glasov, kar je v bistvu zelo, zelo pozitivno. Evo pa, da se tukaj ustavim, da ne bom porabil preveč časa. Ja, najlepša hvala. Gospa Anita, zdaj mogoče ta uravnoteženost Evropskega parlamenta, kvote in tako naprej bom dala vam besedo na to temo. Povem pa, jaz sem v eni priložnosti na Agenciji za temeljne pravice na Dunaju maja leto nazaj imela priložnost srečati predsednico sedanjo Evropskega parlamenta, ker je takrat nas prišla na agencijo pogledati in pozdraviti. In je rekla, to je bilo maja lansko leto, in je rekla, da je prišla v Avstrijo zato, ker imajo, pa bo mogoče Dušan lahko potrdil, tam volilno pravico s 16 leti, ne z 18 leti, oziroma ja, in je prišla nagovarjati, zdaj bom rekla najmlajše volivce, to skupino, ker se je zdelo pomembno, da grejo na volitve in oddajo svoj glas, tako kot ste tudi vi rekli. In moram reči, da me je, jaz jo prej nisem nikoli spoznala, da me je, v bistvu je to zelo ena taka energična gospa. Zdaj, zakaj to govorim? Zato, ker če ponudim en podatek, je ona šele, in upam, da se ne motim v štetju, šele 3. predsednica Evropskega parlamenta, pa smo prej omenili 66 let, zdaj matematika ni moja močnejša plat, dolgo zgodovino te institucije, ne glede na njeno poimenovanje in ne glede na volitve, in se je na tem mestu izmenjalo 32 predsednikov ob zdajšnji 3. predsednici, da tako rečem. Kaj ob nekaj več kot 30-odstotni, oziroma skoraj 40-odstotni udeležbi poslank v Evropskem parlamentu v zdajšnjem mandatu. Kaj lahko povemo glede tega? Se slišimo? Ja. Drži, Roberta Metsola je 3. po vrsti predsednica Evropskega parlamenta in tudi hkrati najmlajša predsednica do zdaj. Tudi iz tega razloga je mogoče bolj dinamična oseba, ne. Imeli smo takoj ob prvih neposrednih volitvah evropskih poslancev 1979 prvo predsednico, Simone Weil, ne. In potem dolgo časa nobene in mislim, da 2001, tam enkrat je bila še Nicole Fontaine in zdaj Roberta Metsola, ne. Kar je malo, ne, ampak še slabše je bilo pa pri Evropski komisiji, ne. Prva predsednica Evropske komisije je Ursula von der Leyen, ne, 2019, ne. In 2019 je bilo sploh prelomno leto, takrat smo dobili tudi prvo predsednico Evropske centralne banke, Christine Lagarde, ne. Tako da to je bil en tak moment vstopa žensk na vodilne položaje evropskih inštitucij. Zdaj, jaz sem šla malo pogledati statistiko deleža žensk v Evropskem parlamentu. V zdajšnjem tem sklicu jih je največ do zdaj, in sicer smo pri 40,6%. In statistični podatki kažejo, da se zastopanost žensk stalno povečuje iz leta v leto, tudi zahvaljujoč uvedbi spolnih kvot v več državah članicah, recimo v Franciji leta 2000, v Belgiji 2002, na Portugalskem 2006 in v Španiji 2007, ne. Zdaj, omenili ste tudi nižanje volilne pravice, to je tudi letošnje evropske volitve, bojo imeli pa mislim, da v Nemčiji, Avstriji, Belgiji že pri 16 in v Grčiji pri 17 volilno pravico na teh evropskih volitvah. Se pravi, delež žensk
med poslanci se giblje med 15% za Romunijo, iz Cipra recimo pa nimamo niti ene poslanke, najvišji procent imajo pa Finci, 57%. Slovenija je tu nekje na sredini, malo se nam je poslabšal delež, potem ko smo izgubili eno poslanko, ki je postala prva zunanja ministrica v Sloveniji. Takrat na začetku smo imeli malo višji delež, ampak pač se zgodi, ne. Tako da toliko o teh statističnih podatkih, je pa parlament tudi, kar se tiče zakonodajnih predlogov in procesov, zelo aktiven na področju spolne uravnoteženosti in pravic žensk. Imamo tudi odbor za ženske pravice, FAM committee, ne. Tako da mislim, da so bili tudi doseženi v tem mandatu kar pomembni premiki, recimo ta akt o Women on Board, zastopanost žensk v upravnih odborih, ne, potem zmanjšanje plačnega nesorazmerja, transparentnost plač, tle so bili uvedeni določeni predlogi, ki so zelo pomembni, se mi zdi, na nivoju Evropske unije. Bom dodala, da smo te akte omenjali tudi v preteklih evropskih forumih, ki sem jih vodila. Se mi zdi tudi, da je bilo pomembno, da na to opozorimo, že vključujoč z strategijo Evropske komisije o tej spolni uravnoteženosti. Mogoče še za zaključek. Najlažje, ampak hkrati verjetno najtežje vprašanje, če izhajamo iz te predpostavke, ki smo jo, se mi zdi, vsi trije zelo jasno poudarili, da je parlamentarna dimenzija zelo pomembna v okviru Evropske unije, zdaj govorim tako nacionalna kot evropska, unijska. Kaj bi bilo treba narediti v prihodnje, da se okrepi? Kakšne spremembe bi bile potrebne? Zdaj, Dušan je omenil nekaj, kar gre mogoče malce v drugačno smer, ne, ta poslovnik, o čemer si govoril, pa mogoče bo še na to temo kaj dodal. Skratka, kaj bi bilo treba narediti mogoče na ravni Evropske unije, na ravni nacionalne zakonodaje, da bi se ta dimenzija okrepila oziroma da bi se ta vez, če je to sploh mogoče, tako kot smo rekli, gospa Anita je lepo rekla, med državljanom pa institucijo, bi jaz rekla, kot tako, okrepila, zato ker gre v končni fazi za predstavniško telo. Tako na nacionalni ravni, če govorimo o državnem zboru, kot na ravni Evropske unije oziroma v sklopu Evropskega parlamenta. Dušan, pa dam tebi besedo in bo dama končala z odgovorom. Se strinjam. Najprej bi bilo treba nekaj, po mojem mnenju, storiti res, da približamo državljanov celotno Evropsko unijo, ne samo Evropski parlament, ne. In tukaj bi morale vse institucije najti neke oblike participacije, nekaj, kar bi pritegnili ljudi, približati jim v celotno ureditev. Celotna ureditev je kompleksna, težko jo razumejo ljudje, ampak z nekimi načini, ki obstajajo, ne, ki se jih na primer zelo dobro poslužujejo, na primer občine, ne. One so zelo čutijo ljudje občine kot take. Državo že manj, Evropsko unijo pa najmanj. Tako da, če bi se Evropska unija tega lotila, potem bi hkrati s tem pridobila tudi počasi medije, ker tisto, kar zanima ljudi, potem začnejo tudi mediji o tem pisati in potem se v bistvu ta klopčič začne razvijati. In na koncu tudi poslanci, ne, ratejo zainteresirani za evropske teme. To je na primer od spodaj navzgor. Kar se tiče pa od zgoraj navzgor, ne, če pogledamo pa sam Evropski parlament pa povezavo z nacionalnimi parlamenti, pa moram priznati, da mi je žal, da smo leta 1979 izgubili to neposredno povezavo med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, ker takrat se je začel neposredno voliti in včasih so bili pa ti neposredni predstavniki nacionalnih parlamentov del Evropskega parlamenta, ne? In vem, da so obstajale ideje, da bi naredili nek drugi dom, kjer bi bili paritetno zastopani člani držav članic, kar pomeni, da bi Slovenija ratala enakovredna z drugimi državami v takšnem organu, ampak žal bi to preveč
pomenilo preveliko kompleksnost, še dodatno kompleksnost celotnega sistema. Evo, in dovolite, da se tukaj ustavim pri tej ideji. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Anita, prosim. Ja, se kar strinjam s temi predlogi, sploh ta bottom-up, ne, in v bistvu en poskus je bila konferenca. Ja, še enkrat, da ponovim, se kar strinjam s tem, kar je povedal gospod Štrus, s tem principom od spodaj navzgor in direktno participacijo državljanov, ne. En poskus je bila konferenca o prihodnosti Evrope, pa se mi ne zdi, da je ravno bil uspešen ta poskus, ne. Nič več o tem ne slišimo kaj dosti. Ni pa to razlog, da se s tem neha, ne. Morali bi pač pogledati, kje zadeve niso funkcionirale, kot bi morale. Mislim pa, da tudi, če sem mogoče kritična do samega Evropskega parlamenta in poslancev, mislim, da pa od vseh teh funkcij, ki ste jih tudi vi uvodoma omenili, je pa ta nadzorna funkcija izvršilne veje oblasti v bistvu tle je premalo. Ta funkcija je premalo razvita, ne. Še vedno ugotavljamo, sploh mi, ki smo recimo praktiki in ki smo mogoče delali na kakšnem odboru, da manjka ta neka neodvisnost evropskega poslanca, ki žal še vedno, ne vem, se ne, ni toliko razvito to občutenje, da on predstavlja državljane, ne. On je izvoljen s strani državljanov, on ni tam kot predstavnik države članice, ne. On je predstavnik državljanov. In žal to se potem vidi prav pri teh recimo hearingih, pri izvajanju tega nadzora, kjer pač včasih lahko podvomiš o neodvisnosti poslanca, ker pač to po definiciji naj bi bila, ne. Tako da, če primerjamo nadzorno funkcijo v enem ameriškem kongresu, ne, pa na njihovih hearingih, kako tam v bistvu zadeve, kako potekajo ta izpraševanja in scrutiny, ne, mislim, da tle je še veliko prostora za izboljšave v Evropskem parlamentu, ne. Ja, In potem bi najlepša- bili pa tudi, mislim, mediji bi pol tudi več poročali, ne. Mediji imajo pa radi take zadeve, ne. Ja, jaz se vam zahvaljujem. Zdaj se mi zdi, da smo ostali na eni taki malce pesimistični noti, kar mi ni najbolj všeč, ampak moram povedati, oziroma tako bom rekla, pozvati vse, kljub temu, da smo, se mi zdi, dali kar nekaj argumentov, ki govorijo v prid temu, da se velja udeležiti volitev. To je tisto, kar je bil namen, zato da ne samo, da smo aktivni državljani, ampak zato, da smo aktivni unijski državljani, državljani Unije, ne, v tem primeru, da vemo, kaj se v Evropski uniji dogaja, ker kar se dogaja v Evropski uniji, se dogaja pri nas, ne. Tako kot je rekla gospa Anita zelo dobro, Evropski parlament je tudi naš parlament. In tako ga je treba dojemati. Se pravi, poziv vsem 9. junija, ne, da se udeležijo in izrazijo svoj glas, in zahvala obema gostoma, da sta se udeležila tega Evropskega akademskega foruma in to debato približala nam vsem, se pravi predvsem študentom, ki jim je namenjena, s čimer smo, zdaj moram v tem zadnjem stavku mogoče se odzvati na oba sogovornika, zadostili tudi temu, da izobraževalne inštitucije evropsko noto in v duhu tega spodbujanja, no, kot takega na volitve poslancev Slovenije v Evropski parlament. Jaz se vam vsem lepo zahvaljujem, še posebej seveda sogovornikoma, in vas lepo pozdravljam do naslednjega Evropskega akademskega foruma. Najlepša hvala.